Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v drugem delu današnje videokonference, ki poteka ob 10. obletnici e-participacije v Evropski uniji. Razprava bo namenjena mladim in njihovemu vključevanju s pomočjo interneta. Z mano sta v studiu že dve današnji gosti, tretja se nam bo pridružila nekoliko pozneje. Lepo pozdravljeni, Teja Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, in pa Kaja Cunk, vodja programa aktivnega državljanstva v kulturno-izobraževalnem društvu PINA. Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in upam, da nam bo beseda z lahkoto stekla. Teja, kaj pravzaprav pomeni participacija mladih in zakaj je pomembna? Ja, participacija v bistvu pomeni sodelovanje, vključevanje in v zadnjem času govorimo predvsem o politični participaciji, torej sodelovanje mladih v procesih odločanja, pri oblikovanju odločitev. Pomeni torej možnost, da dejansko mladi imamo besedo, da je ta tudi slišana in konec koncev tudi upoštevana. Glede na Hartovo lestvico participacije je razdeljena participacija na različne nivoje, glede na to, kako se mlade v bistvu upošteva v teh procesih. Najnižji nivo je, da v bistvu mladi sploh nimamo procesa sodelovanja pri odločitvah, ki se tudi nas tičejo. Vse više, ko gre, vse več imamo pač mladi potem možnosti sodelovanja v teh procesih in v bistvu najvišja stopnja je, ko o teh zadevah polnopravno odločamo. Vmes so seveda stopnje, ko smo mladi recimo smo občasno pozvani, da podamo mnenje o zadevah, ki so že recimo oblikovane, pa jih samo komentiramo. Vmes so potem stopnje seveda, ki so samo, kadar se tiče mladih, teme, ki se tičejo mladih, lahko mladi se odločamo tudi o temah, ki se mogoče ne tičejo direktno nas, ampak o družbenih temah. In seveda namen je mladim omogočati tisto najvišjo stopnjo udeležbe, najvišjo stopnjo participacije, zato ker seveda verjamemo, da smo mladi pomemben del družbe, ki imamo pravico odločati o svojem življenju, o družbi, v katerem živimo in seveda vplivati na razmere, ki nas obdajajo. Tako da to nekako se trudimo spodbujati tudi v Mladinskem svetu Slovenije in pa predvsem širši skupnosti pač pojasniti, da participacija mladih je nekaj, kar je potrebno spodbujati, zato ker mladi danes velikokrat, predvsem zaradi svoje starosti, nimamo enakih možnosti sodelovanja v procesih odločanja, kakor mogoče kakšne druge starostne skupine. V osnovi pa so mladi premalo vključeni. Ja, naše mnenje je, da vse premalo. Na eni strani je mogoče zaradi mladih, ker ne znajo v bistvu prepoznati pomena, kaj sploh pomeni sodelovati, zakaj bi sploh sodelovali, kaj je dobra stran tega. In na drugi strani seveda zaradi te neke percepcije, da smo mladi še nekako neizkušeni, da še ne vemo dovolj in da ne mogoče še malo odraslo podobimo kakršnekoli izkušnje, preden bo naše mnenje dejansko pomembno. Tako da je potrebno delati na obeh straneh. Med mladimi seveda gojiti tisto zavedanje, kaj pomeni participacija, zakaj se vključevati v procese odločanja, kako lahko v bistvu tvoj glas doprinese k spremembam in seveda na drugi strani je naloga države, naloga odločevalcev, tisti, ki dejansko spreminjajo zadeve, da ustvari prostor, kjer bomo mladi lahko participirali, kjer bomo mladi lahko povedali svoje mnenje in seveda, kjer bo torej, kot že prej rečeno, to mnenje potem tudi slišano in upoštevano. No, kaj tudi ti pravzaprav ustvarjaš pri svojem delu prostore za participacijo mladih, tudi s pomočjo interneta. Kot vodja aktivnega državljanstva se veliko ukvarjaš s to problematiko in me zanima, kakšen je interes med mladimi za uporabo interneta v politične namene, pri aktivnem državljanstvu. Kaj opažaš na tem področju? Tako bom rekla, je stvari, ki jih delamo, še posebej prva stvar mogoče pri mladi generaciji, ki jo fajn poudariti, je, da se vedno govori, kako so mladi aktivni in potem kako so aktivni na spletu. Zdaj, naša generacija več tega pola ne ločuje, torej ti si aktiven ali pa nisi aktiven in če si aktiven, je pač splet samo eno izmed orodij in zato se jaz ne bi spraševala, koliko si aktiven na spletu, ker je to
del tvoje aktivnosti, torej si aktiven. Zdaj, če za to zbereš orodje kot splet, je to ena izmed možnosti. Mogoče mi ga zelo specifično uporabljamo in se temu primerno odločamo, v katerih namenih bomo splet uporabljali kot tisto orodje, ki bomo mladi omogočili, da percipirajo. Zdaj smo začenjali en nov projekt, ki se mu reče Aktivno demokratično državljanstvo, kratko ADO, oziroma poslovenili smo ga v Dodaj, ker v bistvu spodbujamo mlade, da na različnih področjih lokalnih skupnosti izražajo svoje stališča in predloge. Ena zadeva, ki se je pokazala, je to, da ni težava v tem, da bi se mladi angažirali, ukolikor se ne odpre prostor. Težko je ujeti trenutek, kdaj se. In ponavadi je ta trenutek, vse iz prakse, dosti bolj povezan z njihovim življenjskimi stilnimi odločitvami, stanji, kot pa dejansko z nečim, čemu lahko rečemo državljanstvo ali pa politična participacija, kar je mogoče malo širše od mojih ozkih interesov, želja, prostočasnih aktivnosti. Za primer, če se razvije neka skupnost ljudi, ki surfajo na obali in se priredi en dogodek, kjer je neka okrogla miza, kjer pridejo vsi, ki jih to zanima in tam tudi izražajo stališče. Vprašanje je, kaj se zgodi oziroma katere so te neke splošne teme, ki bi jih vsi državljani, ne samo mladi, mogli pokrivati in mogoče ne predstavljajo neposredno mojega prvega interesa. In to je en izziv, s katerim se zdaj v praksi najbolj kot organizacija soočamo, kako na te splošne teme, splošne pa relevantne, dejansko pridobiti to mlado populacijo, da izrazi svoje mnenje ali pa sploh začne razmišljati, če še mnenje nima ustvarjenega. Zelo dobro. A mogoče lahko povabimo mlade, da sodelujo pri projektu, je že v teku? Ja, projekt je v teku. Zdaj v petek in soboto vabimo seveda vse mlade, stare med 18 in 30 let, da se z nami sprehajajo po starih mestnih središčih Kopra, Izola in Pirana. Tam bomo se pogovarjali o tem, kako so mestna središča varna, narisali karte varnosti in se pogovarjali o tem, kaj sploh vzbuja občutek varnosti. V nedeljo pa s vsemi mladimi kolesarimo od Kopra do Pirana, kjer bomo popisali stanje kolesarskih poti. Vsi, ki niso v tem trenutku na voljo za kolo ali pa se ne bi fizično udeležili, lahko svoje pobude in predloge preko fotografij, posnetkov ali pa samo mnenje izražajo preko Facebooka, kulturno-izobraževalnega društva Pina. Na osnovi bo vaš projekt zelo fizičen v realnem svetu, a ne? Vemo pa, da mladi ogromno časa preživijo na družbenih omrežjih, še posebej na Facebooku. Zato bi vam zdaj radi predstavili pogovor z vsem poznanim strokovnjakom za družbena omrežja Matejem Špeharjem. Ne vem, če ste vedeli, če bi Facebook merili po članih, bi spadal med tretjo največjo državo na svetu. Tako da gre za družbeno omrežje z res širokim dometom in močjo. Več o tem bo torej, kot rečeno, spregovoril Matej Špehar. Kako bi komentirali njegove izjave oziroma kakšno vajno mnenje o tem, kakšno moč ima to družbeno omrežje? Ja, z nekaterimi zadevami se definitivno lahko strinjamo in predvsem se je potrebno zavedati, da se participacija seli tudi na splet, torej preko socialnih, preko družbenih omrežij, preko različnih orodij, kjer lahko mladi in v bistvu tudi vsi ostali sporočajo neko svoje mnenje. Zdaj ja, vedno je prisotna ta debata, ko je prej tudi Kaja omenila, torej ali aktivizem na spletu, ali aktivizem v fizični obliki, oboje vse je aktivizem, oboje neki pomen. In jaz mislim, da v resnici tudi aktivizem na spletu ima določeno težo. In tudi v bistvu današnja družba, kako tazga, vedno bolj prepoznava tudi mediji, konec koncev. Če mi mislimo, da damo sporočilo na splet in je to sporočilo sicer namenjeno vsem našim prijateljem in vesolju, pač ni čisto skozi, recimo, kar opažamo in kar je bilo recimo prisotno tudi zdaj v času volitev, parlamentarnih volitev, evropskih volitev prej in kar bo tudi gotovo zdaj na lokalni ravni je, da tudi mediji v bistvu povzemajo to, kar se dogaja na teh spletnih družabnih omrežjih. Da imajo mladi oziroma pač da ima občinstvo možno komentirati razprave, ki tečejo direktno v studiu.
mediju in pa zastavljati vprašanja prek Facebooka, prek Twitterja. Da mediji poročajo o skupini na Facebooku, ki je zbrala toliko in toliko članov in s tem sporočajo ali eno novico ali drugo, ali vabijo na nek shod, ali opozarjajo na določeni problem. In v resnici se torej vsa ta aktivacija, kljub temu, da gre mogoče samo za nek like, da gre samo za nek status, se v resnici seli tudi v širše področje družbe, v medije, v bistvu do tistih, katerim je to sporočilo najverjetneje namenjeno. Torej res širše od samo tega, da smo doma na kavču in da pač samo tam pišemo. Naše besede so torej v bistvu reflektirane tudi v drugih okoljih. In jaz mislim, da je to neka nova priložnost, da predvsem za mlade je splet nekaj privlačnega in če to spodbuja njihovo participacijo, če to krepi njihovo zavedanje o tem, da lahko povejo svoje mnenje, da ne v resnici povejo svoje mnenje, da so s tem spodbujeni, je to seveda nek pozitiven trend. Tako da ja, po mojem osebnem mnenju bi si jaz želela še več participacije na spletu in pa seveda potem še več tudi v fizični obliki, ko je to potrebno. Ali v obliki konvencionalne politične participacije, ko je treba ostati in iti na volitve in tam nekoga obkrožati, ali v bistvu preko oblik nekonvencionalne politične participacije, kar so protesti, peticije, karkoli je pač potrebno. Kakršnakoli participacija mladih je seveda za nas vedno pozitiven trend. Zelo zanimiva iztočnica potem za naprej, ker imam eno provokativno misel, na katero boste odgovarjali. Kakšno je pa še tvoje mnenje? Ja, jaz bi mogoče se strinjam s Tejo in kar je povedala, v bistvu se strinjam in opažam enako v praksi. Kar bi dodala je mogoče ta pogled, ki se ga tudi na nevladnike dostikrat naslavlja ali pa na državo in to je pogled gospodarstva. Bil je ta primer dan, kako si ne more podjetje privoščiti ali pa DJ privoščiti, da bi, ne vem, se neko glasbo vrtelo, ki mladim ni všeč. Zdaj, če si ti podjetje, na nek način tvoj smisel je dobiček, torej, da ti na trgu preživiš in seveda gledaš to skupino. Zdaj, nevladna organizacija ali pa država imajo po moje tudi eno vzgojno funkcijo, eno izobraževalno vlogo in torej na spletu jaz ne morem pristati na to, da moramo komunicirati samo na način, ki bo mladim v redu in ni tega do konca. Če smo mi neka izobraževalna inštitucija po svojem imenu in po smotru, potem je naš namen tudi izobraževati, da ne uporabim besede vzgajati, ki ima mogoče malo negativen prizvok. In zato je karkoli se jaz odločim dati na Facebook, karkoli začeti tam, mora vedno biti skladno tudi s tem, da celo generacijo, za katero delujem in zaradi katere obstajam, pač moram nagovarjati tudi na način, na katerega želim, da oni kot družbeni subjekti pozneje delujejo. In tu meni tržna logika odpove in se zelo težko strinjam z njo. Zelo zanimivo. No, da ne pozabimo na našo tretjo gostjo, ki se nam je tudi pridružila prek Skypa. Ana Pleško, direktorica Zavoda Simbioza je z nami. Pozdravljena, Ana, nas slišiš? Živijo, slišam in vidim ne toliko dobro, ampak slišam pa vas. Odlično, samo da smo na vezi. Ana, ti si prisluhnila Mateju Špeharju, imaš kakšen komentar? Bolj slabo sem ga slišala, se pa strinjam, kakor sem ga uspela slišati, glede e-volitev. Ja, res smo v letu 2014 in ja, dejstvo, da e-volitev še nimamo, je zelo vprašljiva in tudi vprašanje, zakaj jih še nimamo, ker mislim, da bi bila s tem tudi večja participacija. Seveda pač treba to vse preveriti, ampak definitivno smo v letu 2014. Naš informacijsko-komunikacijski sistem to bi lahko omogočil, ampak ja, potem je tukaj vprašanje neke volje in želje, po moje, nekih višjih organov, ne samo nas. Pa strinjam se tudi z njim, torej, da pač komunikacija na spletu je zelo močna, ampak da se mi posamezniki še ne zavedamo v taki meri. To bi potrdila in se strinjam z njim. V redu, Ana. Ker si ravno odprla vprašanje e-volitev, naše gosti v studiu vprašam, kakšno je vajno mnenje, bi na parlamentarnih volitvah participiralo več mladih, če bi imeli e-volitve? Ja, jaz lahko osebno zase povem, da meni se zdijo e-volitve super zanimive, bi se mi zdelo zanimivo tudi tako voliti, nimam popolnoma nič proti njim, oziroma bi bila zelo vesela, da bi se v bistvu tudi
ta nek konvencionalni proces začel malo bolj prilagajati tempu in življenju, v katerem danes živimo in vsem tehnologiji, ki nam vse to omogoča, bi pa pač rada opozorila, da tukaj ne gre skočiti na prvo žogo. Jaz v resnici ne vem, če bi e-volitve povišale udeležbo na voliščih. Zato, ker je potrebno razumeti, zakaj ljudje ne grejo volit. In razlog, da bi bilo volišče recimo oddaljeno, ni razlog, zakaj ljudje ne grejo volit. V Sloveniji je postopek obkrožiti nekoga veliko lažji, kot v drugih državah, recimo v Evropi. Nekje se moraš, če sploh želiš iti volit, registrirati mesece in mesece naprej, moraš iti na neko upravno enoto ali do neke institucije pridobiti dovoljenje. V Sloveniji vsak državljan, ki ima volilno pravico, domov dobi listek in gre na volišče, ki je največkrat oddaljenih par metrov od njega. Pod osnovno šolo, krajevno skupnost, kulturni dom. Tako da v resnici pri nas ni problem nedostopnost volišč kot takih. Problem, zakaj ljudje ne grejo na volitve in zakaj predvsem mladi imajo nek odpor do participacije, do te konvencionalne politične participacije, leži v nekem drugem segmentu. In to je, da se pač mladi ne počutijo naslovljene, da mislijo, da njihov glas nič ne pomeni, da so razočarani nad politiko, da ne razumejo pomena participacije. In če hočemo torej v bistvu spodbuditi participacijo mladih, moramo poznati te vzroke in naslavljati te vzroke. Samo v bistvu elektronski način glasovanja oziroma ali preko spleta ne bo tega spremenil v toliko veliki meri. Mogoče bo nekatere spodbudil in kot rečeno, meni bi se zdela to fenomenalna opcija, ne bo pa v resnici rešil vseh teh stvari. In pa v Evropi je bila pred časom narejena neka raziskava, kjer so v bistvu spraševali ljudi ravno o možnosti glasovanja preko spleta in so večina mladih je v bistvu rekla, da ocenjujejo, da bi njihov glas bil manj pomemben in bi manj štel, če bi ga oddali preko spleta. Da torej nekako seveda glas isto pomeni, da pač gre samo za neko subjektivno vrednotenje svojega glasu in se mi nekako še vseeno po Evropski uniji je bila narejena raziskava, nekako še vseeno zdaj bolj smislen ta nek obred, da zjutraj vstaneš, greš od doma na volišče in tam obkrožiš fizični listek. Tako da jaz mislim, da je treba, vkolikor se bo šlo v te neke tehnološke spremembe, res gledati na to celostno, ne samo v bistvu z vidika današnjega časa in tehnologije, ampak z vidika, zakaj bi to naredili, kaj s tem rešimo. A s tem omogočamo lažji dostop do volitev, a s tem naredimo volitve bolj privlačne, ali se bo s tem v resnici zvišala participacija in da bodo torej ljudje s tem svoj glas enako vrednotili, se jim bo zdel enako pomemben ali pa še pomembnejši. Tako da nek tak celostni pristop in pa seveda potem najdati primerne rešitve za vsa ta vprašanja, ne samo za en delček teh vprašanj. Jaz sem drugačen primer, ker sem sama, dajmo reči, zamudila letošnje parlamentarne volitve, zato ker sem bila v Grčiji, nekaj časa službeno, potem zasebno, pot je bila planirana naprej, lokacija, ki je bom prenočevala, nisem vedela in v bistvu mi je bilo na nek način oteženo, če ne skoraj onemogočeno se teh volitev dejansko udeležiti in kot nešče, ki se s tem področjem ukvarja, sem tudi se kar pozanimala, kakšne možnosti imam in ugotovila, da v bistvu nimam. Tako da meni v tem primeru bi mi dejansko to omogočilo glasovati. Zdaj, tudi ko delam te stvari, jaz se zavedam, da delam na nekem področju in mi je zato mogoče zelo subjektivno gledaš na to, kaj je potrebno, da greš na volišče. Jaz mislim, da povprečen človek se ne ubada s to tematiko, tako kot jaz in gre stvar mogoče neke kulture, ki jo izgubljamo ali pa je mladi nismo bili naučeni ali pa nam ni bila prenešena. Po drugi strani pa je dejstvo, da po moje, ukolikor bi splet to omogočil, bi vsej vedel, da ne vem, se spomniš v nekem trenutku dneva, točno volitve so in lahko to narediš. Zdaj, pogovor o tem, da za državo je treba pa iti ven in narediti to in to, jaz se strinjam do neke mere. Po drugi strani, enako, ne vem, lahko uporabimo za čisto praktične stvari v našem življenju in pa če obstaja tehnologija, ko poenostavlja neke zadeve, kot dopolnitev, ne kot nuja, da se morajo drugi priučiti in da je to edina forma glasovanja, ki obstaja, ampak kot nek dodatek. Če imamo tehnologijo, ki to omogoča, jaz ne vem, zakaj ne bi tega aplicirali, če s tem država približa na nek način demokratične postopke svojim državljanom, se meni zdi to najboljša stvar, ki jo lahko naredimo in katero lahko investiramo. Tako je neko dopolnilo, več kanalov ne škoduje. Točno. Bomo tako rekli. Ana,
Ti si idejna pobudnica zelo zanimivega projekta Y-mladi. Pri tem projektu v bistvu povezujete informacijsko-komunikacijske tehnologije z vprašanjem zaposlovanja mladih. In zanimivo je to, da ugotavljate, da mladi le niso tako računalniško vešči, če se lahko tako izrazim. Prosim, povej nam nekaj več o vaših ugotovitvah, tudi mogoče kako to poteka na vašem drugem zavodu, torej kjer delate s starejšimi ljudmi. Projektom Simbioza, po katerem smo najbolj prepoznani, ko smo mladi učili starejše uporabe računalnika in smo jih usmenjevali, smo podajali ta neka osnovna znanja za res neko začetno uporabo. Potem pa se v bistvu čisto iz naših lastnih izkušenj, pogovori z delodajalci, potem tudi mi, ko kadrujemo, smo pravzaprav zaznali potrebo, da pa tudi mladi nimajo nekih teh IKT znanj, ki jih delodajalci dejansko pričakujejo. Ko gremo skozi nek sistem formalne izobrazbe, recimo jaz sama sem v enem faksu socialno delo, niti pa v enem predmetu nikjer nismo imeli kakršnihkoli računalniških znanj. Seveda se pa od socialnih delavcev, ko pridejo na nek center za socialno delo, pričakuje, da ta računalniška znanja imajo. No, na srečo sem obrala tudi drugo pot in izbrala računalništvo in informatiko, kjer te zadeve imamo, ampak veliko mladih skozi formalno izobrazbo nima možnosti pridobivanja IKT znanj in veščin, ki delodajalci danes na trgu delovne sile seveda zahtevajo, in zato je bila kot nek odgovor na to potrebo ravno projekt Y-mladi, ki smo ga pravzaprav razdelili v 3 sklope. En sklop so neke krajše delavnice, torej Excel, Word, predstavitve, kako pride pač najhitreje do nekih znanj, ki jih potrebuješ pri delu. Potem je Y-mojstri, ki je daljši program, vsebuje poleg teh IKT veščin tudi veščine projektnega vodenja, prav tako pa podjetništva, ki jih mladi tudi danes pri iskanju neke službe, vsaj projektno vodenje, zelo potrebujemo. Tretji program so pa Y-razvijalci. Tukaj smo pa stopili en korak naprej in v bistvu razvili šolo programiranja, kjer se mladi naučijo razvoja aplikacije in v bistvu lahko s tem ponudijo tudi neko dodano vrednost na trgu delovne sile. Zato, ker pač vemo nekih informatikov, IKT, znanj in veščin na trgu so službe, ampak ni pravih kadrov. In v bistvu želimo s tem pokazati, da v bistvu se lahko pravzaprav vsakdo nauči teh IKT veščin, le če to želi. In feedbacki na prvi sklop teh dogodkov so zelo pozitivni. Recimo že ta podatek, da smo recimo v juniju mogli ponavljati Excelovo delavnico kar 4-krat v enem mestu, ker je bilo prijav 120 za 15 prostih mest, veliko pove, da pravzaprav tudi mladi rabijo ta IKT znanja, zato da jih potem nekako ponudijo na trgu delovne sile. Kaj pa starejši? Prosim? Kaj pa starejši? Tudi starejši jih rabijo definitivno in zato tudi mi nadaljujemo s svojim programom naprej. Simbioza sicer v taki obliki, v kakršni smo jo poznali, torej v tistem enem tednu in opismenjevanje po celi Sloveniji je ne bo več. Letos bomo namreč gibali, ampak smo pa prišli v neke trajnostne zgodbe, kjer starejšim omogočamo tudi nadaljno uporabo učenja računalnika, torej tudi neke naprednejše vsebine, ali nek Skype, ali je to neko aktivno državljanstvo, tudi preko različne participacije in preko teh programov jih pa potem še bolj dodatno opolnomočimo. Vseeno smo vztrajali, Simbioza šole so projekt, ki poteka po celotni Sloveniji še vedno. V prvem letu je bilo vključenih več kot 70 osnovnih šol in srednjih šol v sam projekt, kjer starejšim omogočamo neko naprednejšo uporabo računalnika, prav tako pa naši Simbioza mojstri po eni strani mladim omogočamo neke zaposlitve in dodatna znanja na področju IKT, dela s starejšimi podjetništva, po drugi strani pa nekako starejšim omogočamo, da dobivajo ta znanja, ki jim seveda lajšajo neka življenjska opravila. Ni pa se pravi to, kakor se je že večkrat spustole debato, računalnik oziroma internet je neko orodje, ki ti omogoča ali, ne vem, da nekaj lažje opraviš, ali da se komuniciraš, če si na drugem koncu, tako kot mi danes,
komuniciramo. Tako da to je neko orodje, seveda pa to ne nadomešča nekih naših standardnih komunikacijskih kanalov, torej nek dialog v živo, recimo. Ne? No, da ti zastavim še drugo vprašanje, ko imaš ravno besedo. Ali je e-pismen človek tudi aktiven državljan? Kako gledaš na to vprašanje? Mladi uporabljamo internet predvsem za zabavo in potrošnjo. Kaj si opazila pri mladih? Ja. Zdaj, tako je. Na vprašanje bi odgovorila ja in ne. Zdaj, mlade in tudi vse ostale neke skupine lahko razdelimo na več skupin. Zdaj, eni so tisti, ki ki uporabljajo internet res za zabavo ter neko potrošnjo, ter res pač za tisti prosti čas. So pa tudi tisti, ki jim je internet kot neko uporabno orodje za doseganje nekih svojih ciljev, za doseganje, da so aktivni. In zdaj tle ne moramo reči, da ni nujno, odvisno zakaj uporabljajo svoje te IKT veščine in znanja. Zdaj, če te veščine uporabljajo v prid tega nekega aktivnega državljanstva, naprimer za neko vključenost v neke procese za sodelovanje, tako kot je pač prej Matej rekel, sicer Facebook je močna skupina, ampak če ne znamo izkoristiti, ja, pol je predvsem za zabava, pa za neko informiranje, pa za neko, kje smo bili na morju, pa kaj smo počeli, pa kje smo bili, Če pa jo znamo izkoristiti v svoj prid, pa sem mnenja, da smo lahko zelo močni in da lahko pač uporabljamo internet res kot orodje, ki nam pomaga pri doseganju nekih zastavljenih ciljev. Hvala, Ana. Naj spomnim naše gledalce in gledalke, da lahko prek družbenih omrežij in pa v našo spletno klepetalnico posredujete vaše mnenje, vprašanja, komentarje. Veseli jih bomo. Teja, če nadaljujem s tabo, tudi pri vas izvajate en zelo zanimiv projekt oziroma najbrž šele v začetni fazi in sicer se imenuje pobuda.si. In prav tukaj je internet ključno orodje pri delu z mladimi. Zakaj gre, kakšne cilje si zastavljate, lahko govorimo o učinkih, boste prijeli odzive odločevalcev in tako dalje. Ja, res je, v bistvu to jesen postavljamo novo platformo, ki je namenjena predvsem posvetovanju z mladimi. Poslanstvo Mladinskega sveta Slovenije nasplošno je, da po celi Sloveniji mlade sprašujemo, kaj so njihove potrebe, kaj so njihovi problemi in jih seveda hkrati usposobimo, da tudi sami predlagajo rešitev. In posvetovanje oziroma tako rekoč strukturiran dialog, torej kjer imaš na eni strani mlade in na drugi strani odločevalce, na Mladinskem svetu Slovenije peljemo že od leta 2008 v fizični obliki. Obiskali smo torej različne kraje, se tam dobili z mladimi, jih vprašali, povabili lokalne odločevalce ali pa nacionalne župane, poslance, gospodarsko zbornico in so potem mladi v bistvu fizično prenašali svoja sporočila do odločevalcev in nazaj dobili nek odziv. In ker v bistvu želimo to razširiti ne samo na tisti nek omejen čas, ko smo mi v nekem kraju, kjer se lahko fizično srečamo z njimi, smo seveda vso to metodologijo preselili na splet. Vzpostavili smo portal pobuda.si, ki bo čez par dni v resnici tudi zaživel, kjer lahko mladi oddajo pobudo ali za lokalno, nacionalno ali evropsko raven. Lahko predlagajo torej svojemu županu, da naj se uredi kolesarska steza na tem in tem območju. Lahko predlagajo ministrstvu, da naj naredi več ukrepov za zaposlovanje mladih. Lahko predlagajo Evropski uniji, da naj spodbuja ukrepe mobilnosti. Karkoli pač mladi želijo, karkoli je njihova potreba. In seveda, ker ne želimo, da smo samo mladi tisti, ki bi vse skozi samo prispevali, dajali predloge, bomo seveda mi na drugi strani Mladinski svet Slovenije poskrbeli, da bodo ti mladi tudi dobili odgovor. Povezali smo se namreč že z vrsto občin, ki bodo sodelovale, ki bodo tudi same v bistvu povedale, v kakšnem obsegu bodo te pobude upoštevale. Povezali se bomo seveda z ministrstvi, s katerimi mi vsakodnevno delujemo in vse te pobude, ki bodo zbrale dovolj podpore, prenesli do ministrstva in v bistvu vprašali ministrstvo za odgovor. Vprašajo, kaj bodo oni zdaj s tem naredili. In vsake pol leta mi vse te predloge na evropski ravni prenesemo tudi do Evropske komisije. Želimo torej narediti platformo, kjer bodo mladi spodbujeni, da predlagajo in seveda, kjer bodo potem na svoje predloge dobili tudi odgovor. Kot rečeno, o učinkih zaenkrat še ne moramo govoriti, ker smo šele v začetni fazi, gre pa seveda za nacionalni projekt od lokalne do evropske razsežnosti, katerega namen je predvsem spodbujati participacijo mladih.
Torej, dati mladim možnost, da lahko kadarkoli povejo in so slišani in jih nekdo na drugi strani sliši in nekdo na drugi strani poskrbi, da oni dobijo odgovor. In seveda, da se potem tudi v realnosti nekaj spremeni. Tako da jaz upam, no, da bo projekt uspešen, kot rečeno, posvetovanje z mladimi so naše poslanstvo, mi želimo vedeti, kaj mladi potrebujejo, zato da lahko potem to prenašamo naprej do tistih, ki morajo to spremeniti. Tako da iz fizičnega se selimo tudi na splet, ker kot rečeno, splet je tisto okolje, ki je mladim danes blizu. Tako da upamo, da se nam bodo mladi pridružili, da bodo odkrivali ta nov portal in seveda, da bodo povedali vse, karkoli pač želijo. Jih kar lepo povabimo tudi. Ja, tako je. Par dni mogoče še počakati, ker je pač res velik zalogaj v bistvu postavljanje takega portala, ampak ja, kot rečeno, čez par dni. Poleg tega, poleg spleta bomo seveda še vsem fizično prisotni po celi Sloveniji, bomo zbirali predloge tudi v fizičnih oblikah, ampak kot rečeno, jaz mislim, da splet mora biti nekaj komplementarnega, mora biti nekaj za zraven. Mora biti tisto v bistvu dodana vrednost, ki jaz mislim, da splet, socialna omrežja to v resnici predstavljajo. Dodana vrednost, torej. Super. Kaj pa širše, kakšno vlogo imajo nevladne organizacije pri spodbujanju aktivnega državljanstva in na drugi strani, kakšna je tukaj vloga države? Nevladne organizacije so po moje nek tak dober vezni člen med družbo in državnimi institucijami. So tiste, ki uspejo mogoče boljše nasloviti in hitreje reagirati na spremembe ali pa izzive, s katerimi se družba sooča. In z tega vidika lahko predstavlja nek vmesni korak ali pa suport državi pri tem, da sploh vzgaja neke državljane, po drugi strani pa državljanom, zato da preko nevladnih organizacij lahko izražajo svoje stališče in potem imajo nekoga, ki ta stališča zagovarja proti državnim institucijam v njihovem imenu. Tako da vloga nevladnikov po moje na vseh je to, da smo tam in da svojimi aktivnostmi na nivojih ne nujno, da to pride do odločevalcev, ampak da vse, kar počnemo, je skupaj z našimi ciljnimi skupinami, tako da jih poslušamo, tako da z njimi oblikujemo svoje programe, svoje strategije, tako da sploh poznamo, za koga delamo, tako da vemo, kakšne so potrebe teh ljudi, tudi mi, tako da smo v stalnem stiku z njimi, na terenu, preko spleta, tako da jim predstavljamo nova orodja, možnosti, ki jih imajo. Vloga države je tukaj, po moje, ravno pri vseh takih portalih in idejah, ki nastavljajo, to, da država uspe zagotoviti obstoj kvalitetnega kadra, ki lahko vzdržuje take portale in nevladne organizacije. Jaz sem zelo močni podpornik vseh prostovoljnih dejavnosti, ampak stvari, ki so večje, ki so nacionalne, ki imajo neko daljnosežno zgodbo, morajo imeti, če smo zdaj v spletnem okviru, administratorja, morajo imeti ljudje, ki poznajo te zadeve, ki vejo filtrirati, ki vejo združiti, ki imajo energijo to voziti naprej, ki so dovolj strokovni, da uspejo kvalitetno zagovarjati neka stališča pred ljudmi, ki ne glede na to, kako se o politiki in o odločevalcih govori, so usposobljeni po večini ali pa bi naj bili za to, da svoje delo upravljajo. In je prav, da imajo to oni nasproti sebe, neke kompetentne sogovornike in isto je to dolžnost nevladnih organizacij v končni fazi do vseh ljudi, za katere operirajo, da so strokovni in da so tisti nešče, ki ga tudi vsak posameznik prepozna kot verodostojnega in človeka, ki dejansko je tam zato, da karkoli mu bom predal, povedal, mu zaupa, da bo nekaj dobrega s tem naredil. Torej nek sistemski pristop in pa profesionalnost, pač strokovnost sta... Tako je, predvsem neka podpora, identifikacija področij, upoštevanje teh področjih in tudi da se ne pozablja tega pomembnega dela vzdrževanje možnosti obstoja sploh nevladništva. V redu. Ana, imaš mogoče kakšen komentar? Ne se strinjam z obema sogovornicama, sta dobro povzeli samo zadevo, tako da se strinjam z njima. V redu. No, potem bom pa zdaj navrgla preomenjeno provokativno misel in sicer gospa generacije naših staršev mi je pred časom rekla, da zakaj bi sodelovali na spletu, razkrivali svojo identiteto in s tem v bistvu reševali probleme tistih, ki so zadolženi, da rešujejo oziroma spreminjajo zadeve v naši državi. Kakšen je vaš komentar?
na ta pogled druge generacije, bi lahko rekli? Ja, jaz mislim, da kljub temu, da seveda imamo politike in poklice in poslance, ki so zadolženi za to, da skrbijo za državo in so za to plačani in je to njihov poklic, je predvsem naloga vseh, da skrbimo za te zadeve. Jaz dam veliko več na pomen civilne družbe in mislim, da so ljudje, ki so recimo zelo izvoljeni, ki so na teh funkcijah, v resnici v službi državljanov. Tako da na vprašanje, zakaj bi mi to počeli, je odgovor vedno zato, ker je to naša naloga, oziroma zato, ker jaz osebno se čutim, da to želim početi. Jaz želim biti aktivna državljanka, jaz želim soustvarjati okolje, v katerem živim, jaz želim imeti besedo in v bistvu povedati, kaj mislim. Če imam predlog, želim, da lahko ta predlog povem, da ga lahko implementiram, da lahko delujem in prispevam k tej družbi in državi, v kateri živim. Tako da jaz bi to počela zato, ker me enostavno to veseli in ker v to verjamem. Zakaj pa to početi na spletu in s tem mogoče razkrivati svojo identiteto, pa ponovno, zakaj pa ne? Zakaj pa se ne bi izpostavili tudi z imenom in priimkom, če v bistvu sporočamo nekaj, v kar verjamemo? Zakaj bi imeli zadržke proti temu? Verjamem, da nekateri ljudje seveda želijo biti anonimni in tudi na spletu so lahko resnici anonimni. Lahko ustvariš tako rekoč fiktivni profil ali pa kaj takega. Lahko tudi na tak način sporočaš. Lahko pač seveda pišeš pisma bralcev in pač pišeš v fizični obliki, lahko pa to sporočaš tudi prek spleta. Ali z imenom in priimkom ali anonimno. In zakaj preko spleta? Zato, ker v resnici mislim, da ima to pomen. Ker kot rečeno, določeni skupini ljudem je splet bliže, to so predvsem vedno mlajše in mlajše generacije, ki so v bistvu spletom odraščale. Zakaj torej ne uporabljati tega kanala? Ponovno, kot sem že prej omenila, splet ima neko težo. Ni samo, da ti pošljaš svoje sporočilo svojim prijateljem in vesolju, ampak v resnici sporočaš to tudi, ne vem, širši javnosti, ki lahko to sporočilo potem nek novinar, ki vidi, da je tista skupina dobila že, ne vem, tisoče in tisoče sledilcev oziroma članov, bo mogoče isto vprašanje zastavil pred kamerami nekemu politiku, ki je torej tisti, ki naj bi te spremembe potem implementiral. Tako da verjamem, da veliko ljudi ima neke zadržke do spleta, tudi mogoče do sodelovanja kot takega, ker ne bi bila to naloga nekoga drugega. Ampak kot rečeno, jaz mislim, da je to naša naloga in da splet je eno izmed zelo privlačnih in tudi zelo uporabnih orodij. Tako da mladi, ki smo danes mladi, mislim, da vse prihodnje generacije bodo to vedno bolj čutile. Verjamem pa, da je mogoče za generacije, ki niso bile vzgojene v takem okolju, ki niso odraščale z vsemi temi možnostmi, da pač mogoče rabijo malo več spodbud, malo več v bistvu nekih prikazov, kaj to v resnici je, da to ni nič strašnega, da to ni noben bav, ampak je samo še eno izmed super privlačnih in tudi uporabnih orodij. Ana, kaj pa ti praviš? Ja, se pravi, zanimivo mnenje gospe, generacije naših staršev, omenim pa tako kot da je vsak od nas posameznikov odgovoren za to, kaj in kako bo naša družba izgledala tudi v sami prihodnosti. Začne se tudi pri nas, pri posameznikih in gre potem nekako navzven. Kot je omenila tudi Teja, če v neki verjameš, če neko mnenje zastopaš, se ti ne bo težko izpostaviti, ali je to v nekem realnem svetu ali pa to v nekem virtualnem svetu. Je pa tudi dejstvo, tako kot je pač prej Matej omenil, če ima primer neka Facebook skupina toliko in toliko članov, pač očitno je toliko in toliko mislečih in s tem lahko pridobivaš veliko hitreje na moči, kot pa če moraš nekako opolnomočiti neko lokalno skupnost ali pa še celo širše, neko nacionalno in so ta orodja, ta nek pripomoček. Je pa res, pač generacija naših staršev niso rasli gor z IKT tehnologijo, smo pa mi mladi tisti, po moje pa tukaj v tem koraku odgovorni, da jim predstavimo to tehnologijo na tak način, da bojo tudi oni lahko prispevali in bili aktivni. Seveda to kot nek pripomoček, ne zdaj spet kot neko orodje. Vedno imamo neko, po mojem mnenju, alternativo, zato ker so alternative prej obstajale, kot pa IKT. Je pa z razvojem IKT informacijska družba, nekako se pričakuje, da uporabljamo te znanja in da uporabljamo te neke pripomočke pri svojem delu, udejstvovanju, sodelovanju, vključevanju itd.
Zanimivo, ne? Zdaj se v bistvu že pričakuje od nas, da smo aktivni. In da čakamo, da bo drug naredil nalogo namesto nas. Meni je v bistvu ta odziv, ki je zelo pogost in ga srečuješ in v medijih in med ljudmi in je vedno isti, prihaja in od mladih vse do starejših. In jaz sem pokazatelj tega, kako na državni ravni nam ni uspelo ustvariti ali pa zbrati skupaj tega, kakšne strategije na področju državljanske vzgoje bomo imeli. To, če ti državljan izreče nekaj takega, kdokoli, ne glede na starost, je pokazatelj tega, da ta država ni uspela državljanom predati nekih osnovnih pravic, ki jim pripadajo, in dolžnosti, ki jih po ustavi imamo. In meni je to neko opozorilo, da bi bilo prav se tej temi končno posvetiti, odpreti, začeti razmišljati o državljanski vzgoji in to izven samo univerzitetnih okvirjev, ki to prihaja, ampak se povezati tako s pedagoškimi delavci, tako z nevladnimi organizacijami, kot neposredno z mladimi zdaj, kot te skupine, ki bojo prve verjetno tega deležne. Naj povem, trenutno tako zadevo so pripravili na Hrvaškem, rezultati so, da so kurikulumi bili sprejeti in bojo šli zdaj stvar implementacije, sodelovali so vse inštitucije, nevladne organizacije, mladinske organizacije in jaz moram reči, da sem presenečena nad tem, kakšen kurikulum se da spraviti ven. Spet, kar se pa tiče spleta in tega, je meni enaka zadeva. Ti si aktiven ali pa nisi. In zdaj, ali razkrivaš svoje zadeve na spletu, verjetno tudi osebno svojim obrazom in glasom ni lahko stati za kakšnimi stvarmi, pa lahko si deležen tudi marsičesa. Tako da na koncu dneva mislim, da je taka izjava bolj nek opomin vsem nam, ki na tem področju delamo, da imamo še eno veliko pot v Sloveniji za narediti na tej temi. Ne samo to, tudi na vse zadnje, če hočemo biti aktivni, moramo biti zelo razgledani, imeti moramo znanje, tako da je verjetno ogromno treba narediti tudi še na tem področju. Sigurno, ja. Je tako, predvsem moramo na državni ravni se skupaj odločiti, kje so zdaj sploh, kako zdaj jaz sem aktiven državljan. Recimo, jaz ločujem odpadke, sem že dovolj naredila za to državo, kje je zdaj ta meja? Jaz kot ena nevladna organizacija ne morem sama tega določiti. To je neka strategija, mi moramo vedeti, kje zdaj hočemo, da imamo vse državljane pokrite, kje želimo, da so aktivni, mimo tega, da zdaj ne smejo nekih interesnih skupin delati, imeti nekih pobudnih skupin svojih. Ampak kje so tisti temelji, kje želimo, da je neko splošno priznano, da te zadeve pa moraš poznati. To je pa del državljanstva. Ne vem, jaz ne vem, če to obstaja. Jaz se strinjam. Tukaj je velik državni manko in pač ravno področje državljanske vzgoje tudi že mi več let spremljamo in dajemo pobude, da se to področje nekako uredi. Zelo dobro poznamo delo PINE, kjer so pač naredili po mojem mnenju največji preboj, tako kot ga država do zdaj ni naredila. In tudi vse raziskave mednarodne kažejo, da je nujno področje participacije potrebno uvesti v formalno izobraževanje. Mi na nevladni strani seveda delamo vse to prek naših metod, prek metod neformalnega izobraževanja, preko participatornih metod, pristopov, preko vključevanja mladih in vse to, ampak če hočemo zajeti širšo publiko oziroma vse, je formalno izobraževanje v bistvu nek edini skupni temelj za vse mlade. In raziskave kažejo, da če se mladi hitreje oziroma v rosnejših letih srečajo z nekimi takimi oblikami, torej participacije, da se s tem seznanijo, večja je verjetnost, da bodo ti vzorce prenašali kasneje tudi na druga življenjska obdobja, torej tudi, ko bodo starejši. Če se bodo torej konkretno kot mladi naučili ločevati smeti, jih bodo ločevali tudi potem, ko bodo starejši. Če bodo v bistvu kmalu spoznali, kaj pomenijo volitve, torej konvencionalna politična participacija, kaj pomeni odločati, potem je večja verjetnost, da bodo potem tudi kasneje pri 60-ih, pri odraslih letih dejansko šli na volitve, šli na volišče in tam nekoga obkrožili. In to velja torej za vsa področja. Če se jih bo naučili, da skrbijo za neko svoje lokalno okolje, če se bodo v svojem lokalnem okolju počutili dobro, bodo hoteli tam prispevati, bodo sodelovali, na čistilnih akcijah, super, potem bodo najbrž skrbeli in imeli tak odnos tudi kasneje v kasnejših letih. In to je nekako treba gojiti in spodbujati in kot rečeno v formalnem izobraževalnem sistemu čim hitreje in Slovenija v resnici tukaj nima nobene strategije, kako naslavljati vse to. Parcialno to rešujemo nevladne organizacije, neka interesna združenja, ki prepoznamo ta pomen, država pa tukaj nima nobene strateške usmeritve. In
Zato je participacija mladih tako v bistvu tako rekoč na slabem glasu, ker mladi nismo bili k temu spodbojeni, nismo bili tako vzgojeni in potem se nas nekako vkliče, ja, vsi mladi so pa apatični. Kar je pa popolnoma neresnično. Recimo, mogoče smo na nižjih procentih, kar se tiče seveda odhoda na volitve. Tudi glede na evropsko povprečje imamo najnižji procent, kar se tiče sodelovanja mladih v političnih strankah oziroma v političnih podmladkih. Smo pod evropskim povprečjem. Na drugi strani pa smo nad evropskim povprečjem, kar se tiče vključevanja mladih v prostovoljske organizacije. Tam pa pač presegamo, ker mladi vse nekako iščejo druge načine, kako bi prispevali k izboljšanju svojega okolja, kako bi vplivali na svojo lokalno skupnost ali pa na nacionalno. Tako da jaz ne moram reči, da smo mladi apatični. Mogoče samo enostavno ni tako okolje, kjer bi lahko izkoristili ves svoj potencial, da bi sodelovali in kjer pač bi v bistvu sploh se zavedali, kaj je sploh pomen tega sodelovanja. Tako da je ogromno potencijala še za državo, za v bistvu politike, da začnejo naslavljati te vprašanja. Hkrati je to torej poziv, da se nekaj spremeni na tem področju. Prejela sem tudi že zanimivo vprašanje iz publike, ko ravno govorimo zopet o sistemskem izobraževanju in ponovno poudarjamo količine informacij, ki jih mora posameznik absorbirati. Kako se mladi soočajo z informacijsko preobremenjenostjo na spletu? Vsak dan dobijo veliko informacij, ker jih nagovarjajo predvsem kot potrošnike. Lahko bi sklepali, da ji to jemlje pozornost od vprašanj, ki se nanašajo na javne zadeve. Kaj menite? Kako bi odgovorili na to vprašanje? Ja, jaz v resnici se strinjam, današnji tempo življenja je vplival tudi na tempo informacij in s tem seveda tudi na kakovost informacij. Kar je potrebno tukaj narediti in kar je po mojem mnenju edino mogoče, ker pač informacij ne moramo ustaviti, je, da mlade naučimo, kako biti kritični v bistvu do informacij, ki jih sprejemajo. Kako torej ločevati koristne zadeve od nekoristnih. Kako v bistvu jih pisemsko tako opolnomočiti oziroma razumsko, da bodo oni znali sami to pač nekako rešiti. Ker ne mogoče zdaj mladim reči, gledajte, ta spletna stran je pa super, verodostojna in polna informacij nam bo koristila, ta ni, zato ker pač tako ne pridemo nikamor in zato ker ni namen, da mi mladim povemo to ja in to ne, ampak namen je torej vedno polnomočiti mlade, zato da bodo sposobni sami se odločiti, sami razbrati. Kot rečeno, jaz mislim, da informacija je nemogoče ustaviti. Dejstvo je, da okrog nas mrgoli zadev, predvsem zaradi potrošništva, ki pač mogoče sploh niso relevantne oziroma ki so velikokrat tudi škodljive. In kot rečeno, najpametneje je po mojem delati na preventivi, torej na mladih, da bodo znali to prepoznati, biti kritični do tega in se seveda potem sami odločiti, kako s to informacijo delati. Dobro, Ana? Ja, tako, pač informacij imamo v današnji informacijski družbi seveda vse preveč in v bistvu, tako kot je že Teja omenila, naučiti je treba tudi ljudi, kako informacije mogoče prilagoditi sebi, kako iz vsega tega nabora informacij skrčati informacije, ki so tebi kot posamezniku pomembne, ampak še vseeno, da boš nekako v teku z informacijsko družbo. Tako da pravzaprav posamezniki smo tisti, ki nekako dovolimo, koliko in kaj nas bodo recimo potrošniki zasipali, in kot posamezniki smo tisti, da ali se naučimo oziroma da nekako probamo te informacije seveda čim bolj reproducirati na tisto našo potrebo. No? Tako da to bi imela za povedati za tole vprašanje. V redu, še Kaja? Ja, jaz mislim, da tako, pač informacij je končno mnogo, koliko jih pač proizvedemo. Mogoče ena stvar, ki pa je treba priznati predvsem komercialnim, nažalost to je tudi kritika nam nevladnikom, je to, da na nek način dosti boljše poznajo svoje ciljne skupine mogoče kot mi. Z njimi imajo narejene vse žive raziskave, vejo, kdaj so aktivni, kako so aktivni, kdo so, kaj delajo, kaj radi delajo v prostem času.
Mi se zdaj lotevamo analize stanja zadovoljstva na področju mladih v občinah Koper, Izola in Piran. Zanimivo, če bi vam povedala, kdaj so bile zadnje analize narejene, in je neverjetno razmišljati, da programi za mladino obstajajo brez takšnih podlag. In mogoče to je ena dobra stvar, ki bi jo bilo treba potegniti iz gospodarstva ali pa iz trga in jo filtrirati. Zdaj, pri informacijah, kar se meni tiče, vse pride do virov in pride do tega, koliko si sam sposoben kritično predelati neko informacijo. In pač vzgajati kritične državljane pomeni, da boš vedel na nek način z svojimi znanji priti do točke, ko boš vedel neko informacijo v celotnem aspektu tega, odkot je prišla in zakaj je prišla, razumeti in se potem odločiti, da kakšne mere ji boš verjel, jo sprejel, ko verodostojno in se na podlagi nje vedel drugače, če hočeš. Dobro, torej ogromno priporočil in upamo, da bodo prišla na prava ušesa. Ko smo že pri ušesih, kaj pa odločevalci? Koliko je odziva strani odločevalcev, ko skušamo priti do njih z nekimi predlogi mladih, na primer, da nimamo nekih učinkov? Ja, jaz vedno isto rečem, da pač mladi smo premalo slišani in da tega posluha je vsekakor premalo in pač to v resnici je res. Mladi in nevladne organizacije ne uživamo v bistvu takega ugleda, take verodostojnosti, kakor bi si pač po mojem mnenju zaslužili. Zato, ker smo mladi neizkušeni, še nismo v bistvu dovolj zreli za sodelovanje pri vseh teh procesih in se nas nekako potiska na stranski tir. Neki preboji v resnici v zadnjem času na tem področju so bili narejeni. Tudi pri našem delu smo opazili, da vedno več teh odločevalcev, politikov, ki lahko spreminjajo zadeve, se tudi obrača na nas posluša, dobimo termine za sestanke in nekako mislim, da je vse to v veliki meri tudi posledica tega, da gre mladi generaciji vse slabše. Da enostavno zdaj politika, družba ne more več spregledati vseh problemov, s katerimi se srečujemo mladi. Da je bil ta pritisk tako strani v bistvu vseh zunanjih dejavnikov, kot v bistvu strani vseh organizacij, ki se s temi problemi ukvarjamo, dovolj velik, da zdaj dejansko nekako prihajamo do tega nekako sodelovanja, do tega tudi poslušanja in nekako nas upam, vedno bolj sprejemajo tudi kot relevantne sogovornike. Ne torej samo kot tiste, ki občasno opozarjajo, kričijo in želijo neko pozornost, ampak predvsem, kar si mi želimo nekako zagotoviti, je kot relevantno sogovornike v vseh procesih, kot tiste, ki konec koncev najbolj poznamo potrebe mladih, ker se z njimi posvetujemo in kot tiste, ki konec koncev lahko tudi ponudimo rešitev na te potrebe. Mladi smo sposobni, mladi ne samo, da se pritožujemo in javkamo, ampak ponujamo tudi konkretne predloge, kako izboljšati naše stanje, ker se konec koncev mi vsakodnevno srečujemo z temi izzivi in jih znamo tudi naslavljati. Ampak še vsem, kot rečeno, kljub temu, da naletimo na neka poslušna ušesa, tako rekoč, je tega vse premalo. In preko spleta v bistvu moram reči, da v naši organizaciji nismo imeli tako rekoč toliko veliko odziva. Mogoče se na koncu pri zagovorništvu še vseeno lotevamo tako nekako preverjenih oblik, kar je predvsem vztrajnost, torej trkanje na vrata, pošiljanje dopisov, to seveda pošiljamo preko e-maila, opozarjanje tako in drugače, medijske konference, tako, mislim, vse, kar je pač potrebno, da dobimo tisto pozornost. Je pa res, da jaz mislim, da tudi politiki bodo veliko bolj začeli v bistvu slediti tudi v bistvu medijem, tudi v bistvu spletnim medijem in bodo nekako potem tudi mogli odgovarjati tej ciljni publiki. Jaz mislim, da konec koncev je tudi njihova dolžnost, da vse skozi odgovarjajo civilni družbi in ponovno preko spleta lahko pač zelo hitro, zelo učinkovito nagovarjajo v bistvu vso to civilno družbo. V redu. Ima katera izmed vaju še mogoče drugačen pogled? Ne, jaz mogoče kaj bi dodala, prej je bil tak dober primer tega, vedno se vračamo k temu Mariboru in teh vstaj, ki ste se začeli na spletu na nek način in se potem prenesli v neka realnost. Zdaj, meni nasledek tega, oziroma kje bi bila prava moč,
bi bila ne samo tam, ko zrušiš, ampak ko uspeš nekaj, kar narediš tako nesistemsko, v sistem peljati. Torej, ko na nek način, če si sposodim od Filipa iz danes je nov dan, ta njegov lep izraz, ko shekaš demokracijo. To se mi zdi tak dober primer. In pravi zaključek tega bi bil, da bi se ali nek zakon, ali neka zadeva dejansko spremenila na način, da bi izvolitev ali pa odpoklic koga bil lažji. To bi bila ta prava moč potem. Takrat bi se reklo, evo, uspelo se je na sistemski ravni nekaj spremeniti po drugih kanalih. Tako da to se ni zgodilo in jaz, ko bo to, potem bo meni to dokaz, da se dejansko uspe ta moč prenesti do struktur, ki so zelo rigidne zaenkrat. Jaz ne vem, zdaj smo začeli to analizo in ko zbiramo podatke, mi smo šli tudi do vseh 3 občin in rekli, ok, da ne bojo samo mladi imeli naloge občin so, da popišete vse spodbude, ki jih imate za mladino v vaših občinah. In vse občine so bile zadovoljne in so pristali na to in to delajo in zdaj delujemo skupaj. Tako da, kakšna bo pa potem faza teh zbranih predlogov in koliko se jih bo implementiralo, bomo pa šele videli. Ena stvar je, da morajo prepoznati vrednost, druga je, da dejansko morajo biti verodostojne, torej zbrane z velikega števila mladih, reprezentativnega vzorca, skrbno zbrane. Potem je pa tudi tu, koliko bo njihova volja to implementirati in koliko bo naša vztrajnost. Bomo vedeli, kaj bo na koncu zmagalo. No? Verjetno je res največ v naši vztrajnosti. Jaz upam, da ne. Jaz upam, da je tudi na tem, da ko je neka stvar dobra, politični odločevalec je toliko sposoben to prepoznati in implementirati. Zdaj se je lepo in prav, da imamo vsi voljo in željo in sanje in tako. Ne? Na nek način ljudje so izvoljeni za delati pametne stvari na pametnih funkcijah. Tako kot jaz na svoje, tako odločevalec na svoje. Jaz pričakujem, da ne bo prihodnost mene ali pa kateregakoli drugega državljana padla izključno na moji vztrajnosti, ki potem lahko on dela prostovoljno, jaz prostovoljno, smo vsi prostovoljci in gremo zdaj, kdo bo najbolj vztrajen. Sistema nismo tako postavili, tako da upam, da ne bo padlo na to. Ne? V redu. Ja, zelo kompleksna razmišljanja, moram reči, nam pa čas hitro teče, tako da, Ana, mogoče na hitro samo še tvoj komentar. Jaz bi rekla, da pravzaprav na mladih svet stoji, seveda z modrostjo starejših in verjamem, da je pač priložnost v medgeneracijskem sodelovanju in da lahko te prepreke skupaj prehodimo. Res je, da časi mogoče niso takšni, kakršni bi si želeli. Tako kot moji 2 sogovornici prej, pač ne smemo ne obupovati, ampak je treba vztrajati in v bistvu vsak od nas prispevati k boljšemu jutri, začne se pri nas, verjamem pa, da to potem tudi vpliva na neko širšo okolico in verjamem v te neke pozitivne zgodbe, tudi vse pobude, ki so bile danes predstavljene, so en korak k temu in verjamem, da bomo skupaj pač preko sodelovanja še močnejši in še boljši. Hvala, Ana. No, zdaj bom pa sprejela še zadnje vprašanje prek klepetalnice, žal nimamo dovolj časa, da bi sprejela vse. In sicer se zopet nanaša na Facebook. Gre pa takole, kolikšen pa je realen domet Facebooka za spodbujanje mladih za participacijo oziroma udeležbo na dogodkih? Ja, to pa lahko iz več praktičnih izkušenj povemo, da tisti, ki kliknejo, da pridejo na dogodek, tista številka je vedno tako lepa, da smo mi potem super optimistični, super top ljudi pride, realnost je bo potem malo bolj drugačna. Tako da tista... Se oklesti, ne? Ja, res je. Pač dejstvo je, da veliko lažje je pač samo narediti klik, kakor pač se fizično premakniti. Tako da, ja, mi bi si želeli, da bi šlo eno z drugim, da seveda tisti, ki se nekako izpostavi, ga zadeva zanima na spletu, bi se tudi fizično prikazal in se angažiral na teh področjih, pa žal je ta razkorak še vsem prevelik. Jaz zato sicer ne bi zmanjševala pomena Facebooka, ker tisto smo se tudi pač mi naučili, nam služi za neko orientacijo. Če ne drugega, za neko širjenje informacij. Tudi če ta oseba potem mogoče ne pride na dogodek, je pa vsaj slišala, je pa si mogoče vsaj takrat na spletu prebrala nekaj in v bistvu pač si je spodbudil pozornost, ne sicer na način, da bi potem fizično tudi prišla, ali pa zaradi kakršnihkoli drugih razlogov mogoče ni mogla priti, ampak je bila vsaj ta informacija dosegla neko ciljno publiko. Tako da ja, zadeve je potrebno jemati z rezervo, ker najlažje je seveda narediti tisti klik.
ampak poznati v bistvu sistem Facebooka, kaj ti lahko doprinese, kaj ti ne more doprinesti in da seveda kot tazga sprejeti. Facebook ni čudežno orodje oziroma ni neka platforma, ki bo nujno zagotovila participacijo in ki bo nujno delala reforme, kakor je bilo tudi prej pač v videu že rečeno, konec koncev je potrebna vsebina. Tako da ja, da sprejeti kot tazga in izkoristiti njegove prednosti in pač seveda poznati njegove slabosti. Pina ima izrazito močno spletno skupnost, tako da nam je Facebook eden poleg e-obvestil, ki jih tedensko poširjamo in kjer imamo res močno bazo ljudi, ki to dejansko prebira tedensko, in smo zelo pozorni na to, kaj v ta obvestila vključujemo, tako da res upoštevamo neke želje, interese ljudi, ki so se odločili, da jim lahko zapolnimo njihov elektronski naslov z našo pošto. To se nam zdi izjemno pomembna stvar, da tega zaupanja ne prekinemo in ne širimo informacij, ki mogoče niso relevantne za njih, samo zato, da pač bi bilo dobro jih dodati. Facebook je nam kanal, ki je mogoče ne komuniciramo tako tradicionalno. Zdaj smo pred kratkim začeli delati evente, recimo to ni nekaj, česa smo se sploh posluževali, nikoli nismo niti spodbujali na nek način naše Facebook uporabnike, da bi komentirali preko Facebooka stvari. Kar smo pa ugotovili je pa, da je Facebook nam bil najbolj ažuren kanal za to, da so ljudje bili obveščeni. In mislim, da še vedno je. Recimo ena takih platform je Pina terminal. To je terminal, kjer pošiljamo mlade na različne usposabljanja in izobraževanja v tujino. Izjemno poznan kanal, ki se je ravno preko Facebooka tako močno vzpostavil, da, ne vem, zdaj smo objavili neko usposabljanje na Siciliji, na katerega je v enem dnevu se prijavilo 40 ljudi za 3 prosta mesta. In ti mladi so iz cele Slovenije. To ni doseg Pine preko naše uporabe spletne strani, ravno preko tega. Torej, prava stvar za človeka, ki ve točno, zakaj je postal prijatelj ali pa spremlja delovanje Pine in ki tudi koristi tiste stvari, ki v končni fazi mu pridejo prav, zato je tam. V redu. Dobila sem sporočilo, da se bo Ana morala počasi posloviti od nas, zato ji dajem v bistvu prvo besedo pri naših zaključnih mislih, da zaokrožimo celotno debato. Hvala. Meni se tale e-konferenca zdela zelo smiselna in mislim, da taka vprašanja, kot smo jih danes naslavljali in o kateri smo govorili, da se o tem še treba pogovarjati, še več, pa ne samo pogovarjati, počasi mora priti tudi na neka dejanja. Po mojem mnenju tudi neka sistemska rešitev pri vseh teh zgodbah, tako da tukaj je pač res še veliko prostora za samo izboljšanje v neko to pravo smer. Ana, najlepša hvala, naj se tudi takoj poslovimo od tebe. Hvala za sodelovanje in imej uspešen dan še naprej. Hvala, enako. Srečno. Kaj pa še vajina zaključna misel? Jaz bi se tudi predvsem zelo rada zahvalila za vabilo. Naš namen je torej spodbujati participacijo mladih, vključevati mlade v procese odločanja, skrbeti, da bodo razumeli, kaj to pomeni, torej tako nekako spodbujati aktivno državljanstvo in kakor že v bistvu danes velikokrat rečeno, splet lahko to spodbuja, lahko v bistvu pripomore k temu, je neko orodje, ki je mladim bliže, tako da jaz bi res z zaključno misel pozvala predvsem mlade, da so aktivni, da prispevajo k tej družbi, da se izražajo, da so kreativni in inovativni in da v bistvu participirajo na kakršnekoli načine se njim zdijo ljubi. Če je to prek spleta, naj to počnejo prek spleta. Če je to preko protestov, ne grejo na proteste. Če je to preko udeležbe na volitvah, ne grejo voliti in s tem sporočajo svoje mnenje. Predvsem pa pač naj bojo aktivni. Ne bojo samo še ena številka, samo še nekdo, ampak ne bojo nekdo, ki ima svoje mnenje in ki ga lahko pač tudi izraz na različne načine. Na Pini mogoče zdaj zanimivo začenjamo en tak nov projekt, ki bo tudi kar aktiven preko spleta in sicer so ženske med vojno kot aktivistke. Delamo ga v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji skupaj, kar občutljiva tema in ko smo se lotili, v bistvu smo se dolgo vprašali, zakaj je pomembno in nek končen izplen je bil tega, zato da ne bomo rabili herojev in takih zgodb. In mogoče je to
moj prvi poziv, zakaj biti politično aktiven ali pa aktiven državljan, zato da ne bomo rabili izrazitih herojev, ki se bojo mogli žrtvovati, na katerih bomo poslušali in slave njim, ampak bomo vsi lahko na dnevni bazi delali male stvari, ki bojo naredile, da bomo vsi skupaj pač obstajali brez takih zgodb. Tako da mogoče to je poziv zdaj, če to na spletu super, če v življenju je tudi lepo. No, čudovite misli za konec. Obema najlepša hvala in srečno tudi vama pri vseh projektih in pri vključevanju mladih. Tudi vam, dragi gledalke in gledalci, hvala za pozornost in kot smo slišali, bodite aktivni, pa naj bo to kakorkoli že.